Kaj se dogaja z ekološkim odtisom v Sloveniji? Udobno življenje postavljamo pred zdravje planeta, tudi v Sloveniji. V današnjem svetu je blaginja postavljena pred zdravje našega planeta in to velja tudi za Slovenijo. Naš sedajni razvojni model, ki stremi k višji stopnji razvitosti, je povezan z višjim ekološkim odtisom, višjo potrošnjo in višjo proizvodnjo. To pomeni, da se razvijamo brez upoštevanja omejitev našega okolja. Ko presežemo meje naravnih zmogljivosti, ustvarimo ekološki dolg. Slovenci, tako kot tudi druge države po svetu, čezmerno izkoriščamo naravne vire. Zato smo v letu 2023 dan ekološkega dolga dosegli 18. aprila. Veliko prej kot preostali svet, ki dan ekološkega dolga obeležuje 27. julija. Ekološki odtis znamo izračunati in je ključen kazalnik, ki nam pomaga razumeti pritiske na okolje in rabo naravnih virov, ki so omejeni. Dostop do njih pa zagotavlja tudi varnost gospodarstva. Zaradi naraščajočih kriz, kot je podnebna, se razpoložljivost virov še hitreje zmanjšuje. V Sloveniji se osredotočamo na ukrepe za zmanjšanje ekološkega odtisa, zlasti na področju prometa. Elektrifikacija je le ena od rešitev, vendar premalo za dosego cilja. Hkrati bo treba izvajati tudi ukrepe trajnostne mobilnosti, predvsem glede ponudbe javnega prevoza. V Sloveniji je, tako kot v večini razvitih držav, ekološki odtis visok, naravni kapital pa finančno in ekonomsko podcenjen. Porabimo toliko, kot bi imeli 3 planete. Zato je pomembno, da tako Slovenija kot druge države razvijamo lastne izračune in strategijo izrabe naravnih virov. Tako delujemo tudi samozaščitno. Tvoje odločitve res spreminjajo svet.